Pozdravljeni v še enem večerovem podcastu. Tokrat bomo govorili o aktualnem dogajanju v mariborski politiki. Aljoša Peršak in Igor Selan v večerovem studiu pozdravljava župana mestne občine Maribor Saša Arsenoviča. Lep pozdrav. Mikrofon, prosim. In predstavnika največje opozicijske svetniške skupine SDS, Dejana Kaloha. Lep pozdrav vsem. Čeprav še ni minilo niti eno leto od zadnjih lokalnih volitev, mestno politiko ves čas pretresajo različne zgodbe. Od blokiranega delovanja mestnega sveta, neuspešnega sestavljanja koalicije, dolgotrajnega sprejemanja številnih in nepriljubljenih podražitev, zamika investicij do razkritja globoke finančne luknje v mestni blagajni. O tem malo kasneje. Pogovor bi odprli z zadnjo afero, ki je vzklila ob pritožbah zaposlenih na občini nad neprimernim ravnanjem nekaterih uslužbencev, ko se je izkazalo, da je podžupan Samo Peter Medved med samim postopkom zahteval uničenje zanj obremenilnega dokumenta, nato pa se je o tem še zlagal. Po pozivih iz vrst nekaterih svetniških skupin, naj župan razreši podžupana, je Arsenovič sporočil, da za kaj takšnega ne vidi razloga. Gospod župan, v kakšni politiki takšna dejanja, kot so zahteva za uničenje dokumenta in laž, nimajo nobenih posledic? Za najprej, da bomo imeli tudi realno sliko, kar je tudi cilj verjetno novinarjev, treba povedati, da kljub vsem zapletom v teh 9 mesecih je pa Maribor se lepo razvijal, organizirali smo največji športni dogodek v samostojni Sloveniji, to več kot uspešno, dobili za to pohvale ne samo sodelujočih, ampak tudi Evropskega olimpijskega komiteja. Atletsko dvorano smo v tem času pridobili, knjižnica se gradi, zdravstvena postaja Magdalena na Breže raste, turistična taksa je največ pobrane komunalnih prispevkov. Slabo pa je to, da kljub vsem tem naporom imamo manj prebivalcev v mestu, kot smo jih imeli, kar me najbolj boli. Kar se pa tiče te afere, tako imenovane, ki je v resnici spolitizirana do onemoglosti, pa mislim, da ni tako hudo. Bili so želje po premestitvah, iz tega so izhajali pogovori z tistimi, ki so bili omenjani, in samo ena resnica je, da so bila v teh pogovorih, sta bila omenjena, ne vedno v dobrem kontekstu, vodja kabineta v odhajanju gospa Jelka Vrečko in podžupan Samo Peter Medved, ki pa nista mogla in bila nikoli vprašana, da bi sama povedala svoje mnenje o očitanih ima dejanjih. In potem je na podlagi tega, da ona dva nič nista mogla in vedela, da se sploh karkoli o njima dogaja, je bil narejen en zapis, brez datuma, brez podpisa, ki je imel v naslovu, da je to dejansko stanje. Se pravi, da je nekdo, preden bi lahko se slišala druga plat o isti zadevi, že formiral dokument, ki se mu reče dejansko stanje. In seveda je podžupan, ko je to videl, bil proti temu, ker seveda se ni strinjal, da je to lahko dejansko stanje, ker ni mogel nikoli povedati, da temu ni tako. Zato se ta del želel umakniti, ko pa je bila zaprta seja mestnega sveta in je ugotovil, kdo je ta dokument spisal, torej gospod bivši direktor Srečko Đurov, je sam rekel, da zdaj, ko pa ve, kdo je to napisal, da naj bo ta dokument del spisa. In je tudi vedno bil del spisa, saj je tudi elektronski dokument, da nič se ni umaknilo. Moram pa zdaj njega opravič, kar je on narobe napisal, da se uniči, ni pa v smislu uničenja, da ga ne bi bilo, ampak v smislu uničenja tega, da je kot del neke zgodovinsko gledano resnice, brez da on ima možnost povedati svojo plat te resnice. Zdaj razrešeni direktor mestne uprave Srečko Đurov vam je izročil podpisan in datiran dokument na 20 straneh, ki je vseboval ugotovljena stanja za 4 osebe in možnost odziva delodajalca. Ste tudi druge uslužbence seznanili potem s temi dokumenti, tako kot gospoda Medveda? Se pravi, pri 2 uslužbenkah je bilo zaznati elektronsko kršitve delovnega razmerja. In ste izpeljali postopek? In smo izpeljali postopek, ker je to bilo evidentirano. V kateri ste imela možnost se zagovarjati? Tako. Druga 2, proti katerim pa ni tekel postopek, pa
pa sem se znanil samo s tem, kaj si drugi, morda v kakem slabem trenutku mislijo o njima. In to je bilo to. Proti njima ni bilo nobenega postopka peljanega. Razen, če ga je želel indirektno peljati gospod Đurov. Ampak če bi izpeljali postopek, bi podžupan imel seveda možnost se zagovarjati, pa tega pravite niste storili. Ne, nisem jaz storil. Ni bilo sproženega nobenega postopka proti podžupanu in ne proti Jelki Vrečko. In dajmo to enkrat ločiti. Ja. Kršitve dejanske delovnopravne zakonodaje, zaradi katere smo speljali postopek, in pa natolcevanja in zavajanja ali pa tudi ne, pač obtoževanja nekoga, brez da oni drugi lahko reče karkoli. Mi imamo v pravnem sistemu, imaš odvetnika, tožilca in sodnika. Tukaj pa smo imeli niti tožilca, ampak smo imeli samo sodnika. Torej tisti, o katerem se je govorilo, ni mogel reči, da to ni res. Jaz mislim, da si noben tega v svojem življenju ne želi, da je bil v taki situaciji, da nekdo reče, da nekaj dejansko stanje, brez da tisti, o katerem se govori, lahko sam pove karkoli v zvezi s tem. Ampak kako se ni bil speljan postopek, kot sami pravite? Ne, ker ga če bi ni. postopek bil speljan, potem bi imel možnost povedati svoje, ne? Zdaj, v bistvu ste vi bili tisti, ki ste prekinili oziroma niste uvedli. Imamo bistveno večji problem v tem mestu, kot pa pranje perila. Šestič. Državni organi delajo, mi smo uvedli notranjo revizijo in danes jaz ne bom tukaj zagovarjal za nekaj, kar sem naredil, ker nisem nič narobe naredil, jaz tudi nikoli nisem bil omenjen v nobeni zvezi s tem in bi prosil, če lahko gremo na naslednje točke, če pa to edina točka, pa bi jo lahko tudi zaključili. Imamo še več točk, ampak bomo še malo ostali pri tej. Govorili ste, da je zgodba spolitizirana, ampak a ni bila razrešitev direktora mestne uprave, ki je pri tožbi uslužbenk vzel resno in začel zbiranjem informacij, dejanje s politikanskimi nameni? Nisem razumel, na koga se je navezovalo politikanstvo? Zakaj ste razrešili Srečka Đurova? Ne samo, če me lahko vi meni odgovorite na vprašanje, na koga se je navezovalo politikanstvo? Vi ste rekli, da je zgodba spolitizirana. Jaz pa sprašujem. Kdo je zdaj politikansko to odreagiral, nisem razumel. Ali sem mogoče narobe razumel? Ja, razrešitev Đurova lahko razumemo tudi tako, da ste želeli zaščititi svoje sodelavce, najtesnejša. To v najhujših hudobnih sanjah nekoga, kogarkoli, lahko si seveda tako zgodbo tudi ustvariš, če si želiš, ne. Resnica je popolnoma druge. Gospod Srečko Đuro je odlično opravljal svoje delo nekaj časa, potem pa je postajal vedno bolj nadžupan in je želel sprejemati vse odločitve, s čemer se jaz kot izvoljen ponovno seveda nisem strinjal in so se naše vizije o prihodnosti ločevale, da pa to slučajno s tem so padalo, pa nima nobene veze. In tudi on v tem postopku ni delal nič proti meni, niti pravzaprav nič proti podžupanu, nič proti Jelki. In je ta postopek bil čisto z njegove strani verjetno v dobri veri peljan. Gospod Kaloh, vaša stranka je še s 4 svetniškimi skupinami od župana Arsenoviča zahtevala, da razreši podžupana Medveda. Zakaj in kako ste zadovoljni zdaj s pojasnili župana? Ja, lepo zdrav še enkrat z moje strani. Zdaj očitno je, da je ta tema pri županu seveda neprijetna, se vidi iz odziva, jaz ga na nek način razumem, ker gospod podžupan Samo Medved je le županov najtesnejši sodelavec, pa vendarle, vi ste postavili ključno vprašanje, se pravi brez epiloga, brez posledic, zdaj vendarle vsi funkcionarji, politični kot tudi drugi funkcionarji, morajo slediti nekim visokim etičnim standardom. Zdaj še en Mariborčan, govorimo o gospodu Drago Šketi, sicer gre za drugo zadevo, se ga pa pač v prostem času, v nesluženem času, pa vendarle 24/7, se pravi, nenehno moramo paziti na svoj ugled v javnosti, v službi in izven službenega časa, tako da je dejansko odstopil z funkcije, ker je pač malo pregloboko pogledal v kozarec, tako da tudi v tem primeru, ko je prišlo do teh nepravilnosti, se pravi, da je dejansko dr. Samo Peter Medved zahteval odstranitev tega kočljivega dokumenta iz dokumentacije že na polju, posega v to upravno mapo
In tukaj bi mogel, seveda, ko zadeva prišla v javnost, če bi sledil tem visokim etičnim standardom, bi seveda odstopil. Jaz ne vem, zakaj se ne tako krčevito otepajo oziroma branijo na svojih položajih, ko jim, ne vem, se dokaže, da so postopali nepravilno. Zdaj, gospod Đurov je kot direktor mestne uprave, smo ga ocenjevali, da je delal dobro, da je delal zakonito, tudi vse naloge od Farmadenta je bil, bi rekel, dejansko v prvih bornih linijah, tako da ta prelom med županom pa njim dejansko kaže na to, da je tukaj, kot ste sami ugotovili, da je politično ozadje. Zdaj, zakaj je gospod župan pokazal spis pa te dokumente dr. Medvedu podžupanu, je drugo vprašanje. Tako da seveda mi smo potem pozvali gospoda župana naj seveda razreši podžupana ravno zaradi teh kršitev. Zdaj tudi verjamem, da je tudi samemu podžupanu bilo neprijetno, ker verjetno v teh dokumentih je tudi bilo kaj obremenilnega zanj, zlasti verjetno neprimerno odnos do podrejenih, neprimerno komuniciranje. Sicer res, da tanka linija je med nekim komuniciranjem pa po drugi strani kaznivim dejanjem šikaniranja na delovnem mestu, tako da tukaj se deloma z gospodom županom strinjam, da krv poprek obtoževati brez res nekih trdih dokazov, zlasti če smo v polju nekih kaznivih dejanj, ne moremo, dokler ustrezne institucije same se ne vključijo v ta proces ugotavljanja odgovornosti, pa vendarle, kot pravim, etični standardi so pa tisti, ki jih moramo vsi funkcionarji zasledovati, tako da tukaj me žalosti, da mogoče sam podžupan ni prišel do tega sklepa. Dejstvo je, da ta dokument, o katerem govorimo, je bil evidentiran, je bil zaveden tako ročno kot elektronsko, tako da tukaj se zdaj neki skrivalnic nima smisla iti, je pa tudi župan vendarle tisti, ki si izbira svoje ožje sodelavce. Zdaj v politiki, tako na nacionalnem kot na lokalnem nivoju, je skozi neki časovni pritisk, so obremenitve, so določeni stresi, ampak to še vendarle ne dopušča, da nekdo iz pozicije moči, v tem primeru dr. Medved podžupan, če je, se pravi, sodelavce tudi na nek način obremenjeval oziroma se do njih obnašal nestrokovno oziroma nekorektno, je zrel za odstop, tako da jaz bi pa dal vseeno tu pohvalo tistim uslužbenkam, ki so se toliko izpostavili, pa so z Srečkom Đurom opravile te razgovore, ki so nakazovali na te nepravilnosti, vendarle dal pohvalo, ker ni se lahko izpostaviti v nekem okolju, kjer veš, da potem lahko doživiš tudi kakšno dodatne pritiske ali pa mogoče celo kakšno maščevanje. Kakšna pa je odgovornost župana Arsenoviča v tem primeru? Zakaj niste njega pozvali k odstopu, če je dopustil vmešavanje podžupana v postopek? Zdaj, mi smo se vprašali, zakaj je sploh župan pokazal spis podžupanu. Tu je bila tista, bi rekel, mogoče kršitev oziroma poseganje v neka njegova pooblastila. Zdaj, glede na to, da gre za odrasle ljudi, se nam je zdelo, da naslovimo ta poziv podžupanu za odstop. Zdaj, kot rečeno, gospod župan, jaz kljub današnjemu pogovoru, pa kljub vsem županovim očitkom v tej zadevi, jaz mislim, da župan sama Petra Medveda ne bo zamenjal na mesto podžupana, ker bi se mu drugače, po mojem, vsa struktura, ki je tudi prej omenjena Jelka Vrečko, ta ekipa bo potem res nasedla na čeri, tako da mislim, da tukaj ga bo župan branil do konca, zdaj upravičeno ali ne, to tudi imamo v sebi neko tisto elementarno vest, tako da mogoče še vprašanje dodatno za gospoda župana. Mi pač mislimo, da bi gospod podžupan mogel odstopiti, zdaj pa škarje pa platno ima pa tudi v teh kadrovskih najožjih zadevah župan v rokah. Kaj odgovarjate, gospod Arsenovič? Da mene to vse skupaj spominja na vsebino pravkar obnovljenega sodnega stolpa.
tam so nekoč lovili in kurli čarovnice, tukaj imamo pa šport, podobne vsebine, samo pač besedne, pa izpostavljenosti medijskega linča, tistih, ki to mesto premikajo naprej. Bom še enkrat čisto jasen, proti podžupanu dr. Samo Petru Medvedu ni bil sprožen noben postopek in proti njemu ni tekel postopek, številka 1. Torej, on sam ni bil del delovnopravnih kršitev. Jaz sem na podlagi zapisnikov, pogovor z vsemi, ki so bili opravljeni, seveda moral razmisliti, kaj bom naredil. In ko sem videl, da je bilo v teh različnih zapisnikih, ampak v čisto drugo, zaradi drugih motivov in smeri, da sta bila omenjena, večkrat omenjena, sem z njima seveda opravil pogovor. In ker sem v tem pogovoru zaznal, da temu ni tako, me je zmotilo, prav tako pa tudi njiju in bi vsakega izmed vas, dragi, tukaj sedeči in občani, zmotilo, če bi nekdo o vas si kar napisal tako rekoč sodbo, ki mi rečeš dejansko stanje, brez da bi ta, o katerem se govori, imel priložnost povedati svojo plat te zgodbe in to je vse. Dobro, o primeru naj torej presodijo pristojni organi. Aljoša, se upravičujem, samo še en medklic. Uvodoma ste rekli, gospod župan, da je, ko ste govorili o Jelki Vrečko, da je vodja kabineta v odhajanju. A ni bilo rečeno, da odhaja s koncem septembra? Pogodbo ima do 31.10. To je še 20 dni. Okay. Dobro, zaključimo to zgodbo, ki jo bomo seveda še naprej spremljali, naj bom pa tudi... In naj tudi tukaj povem, da delo v kabinetu in z uslužbenci na mestni upravi poteka popolnoma nemoteno. Morda smo sedaj dobili, ko smo na novo premešali karte, tudi nove priložnosti, da ponovno razmislimo o tem, kako delovati, kako naše dnevne urnike, tedenske žurfikse, kako biti čim bolj učinkoviti, mislim, da nam kar dobro gre. Ja, zaključim tudi z moje strani, naj bo zelo jasno, da imamo primer funkcionarja, ki je zahteval uničenje dokumenta in se na to zlagal. Zdaj pa gremo k naslednji temi, Igor. Pa imamo spet sodbo sodnika, ki to ni. To so dejstva, gospod župan. On se je upravičil, jaz sem se upravičil, da je tam enkrat rekel, ne se uniči, kar bi verjetno tudi vi želeli, da se nekaj, kar ni res uniči, ni pa bilo mišljeno v smislu uničenja, ampak da se umakne kot gotovo dejstvo. Je pa sam toliko pameten, gospod doktor, da ve, da je to bilo v elektronski obliki in da tega niti, če bi hotel, ne more uničiti. In tudi ni želel, kar je povedal na seji javno in napisal mail in tudi komuniciral javno, da potem, ko je vedel, kdo je to napisal, s čemer se seveda on še vedno ne strinja, da naj to le bo del spisa, da bo se tudi videlo, kaj je resnica.